Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru, ki deluje že od leta 1998, predstavlja ključno vez med matično domovino Slovenijo in avtohtono slovensko narodno manjšino v Porabju. Obsega dve obmejni madžarski županiji, Železno županijo in županijo Zala. Osebno verjamem, da je bila ena najboljših odločitev slovenske države, da je v centru, kjer živi slovenska manjšina v Porabju, ustanovila tudi svoj generalni konzulat, izgradila slovenski dom, zato ker se je pokazala, kje je srce slovenstva v Porabju. Seveda danes različno ugibamo, kaj je razlog, da je slovenska manjšina edina, ki je v bistvu številčno zrasla na Madžarskem. Ena od 13 manjšin je tu nekoliko zrasla, ampak tam je razlog nažalost vojna, ampak vse ostale manjšine so padle v absolutni številki. Vi poznate vsi mi, ki imamo radi Porabce, ki imamo radi Porabje, prav z nekim strahom smo pričakovali rezultate popisa. Nihče ni pričakoval, da se bo število iz 2800 povečalo skoraj na 4000. Jaz verjamem, da je pomembno nalogo pri tem odigral tudi naš konzulat, tudi slovenski dom. Seveda predvsem pa verjamem, da ta srčnost naših ljudi, želja po slovenskem jeziku, po kulturi, večji povezanosti za svojo domovino je pa naredila največ. Torej, to je uspeh Slovencev v Porabju in s tem je to uspeh Slovenije. Vajeti konzulata Republike Slovenije v Monoštru je v mesecu septembru za prihodnja 4 leta prevzela generalna konzulka Dubravka Šekoranja, ki je, kot pravi sama, v času svojega službovanja na veleposlaništvu v Budimpešti pogosto obiskala Porabje. V zadnjih mesecih pa ga je spoznala še veliko bolje. Vloga generalnega konzulata Republike Slovenije v Monoštru, ki je bil ustanovljen davnega novembra 1998, je izredno pomembna. Konzulat je bil ustanovljen z namenom skrbi in nudenja podpore vsem prizadevanjem slovenske narodne skupnosti v Porabju za ohranjanje njihovega jezika, kulture, narodne identitete, krepitev gospodarskega razvoja in čezmejnega sodelovanja. In to poslanstvo so zasledovali vsi generalni konzuli, 6 jih je bilo pred mano in ga zasledujem tudi jaz. Ugotavlja, da so porabski Slovenci zelo dejavni na področju ohranjanja svoje kulture in slovenskega jezika. Pri tem se soočajo z številnimi takimi praktičnimi težavami. Včasih ni dovolj učiteljev, včasih ne vejo, kje bi študirali, v Mariboru, Ljubljani, v Sombotelu, v Budimpešti. Ne vejo, ali bi nadaljevali svojo pot tukaj v Porabju ali nekje drugje. Vse so to pač vprašanja, ki jih prinaša življenje. In danes je življenje drugačno, kot je bilo nekoč. In vse te momente moramo upoštevati in spoštovati. Pa vendarle, moj občutek je, da porabski Slovenci ljubijo Porabje in konec koncev se vedno vrnejo in potem tudi najdejo svoj položaj v skupnosti. Ob ustanovitvi generalnega konzulata se je obenem uresničila največja želja porabskih Slovencev, saj so istočasno dobili slovenski kulturni in informativni center v Monoštru. Prvi koraki so bili mogoče ta najtežje, da dejansko imaš eno idejo in to izvesti je izredno težko. In tukaj moramo reči, da kapo dol pred bivšim predsednikom Jožetom Hirnakom, ki je imel v sanjah, da bi imeli Slovenci en dom v Monoštru in to je tudi uresničil. Dejansko on je bil tisti, kateri je tukaj ledino orel in je to izvedel. Gotovo, da tudi začetek je bil težek takrat, ko so že tukaj delovale inštitucije, saj ti moraš postati prepoznan, da dobiš obiskovalce, dobiš turiste. Vseeno moramo vedeti, da ta dom danes ni restauracija in hotel. Ta dom je danes slovenski dom. To je dom, ki zagotavlja sedež raznih slovenskim organizacijam, ki tukaj delujejo, ki tukaj ustvarjajo. Poleg tega dejansko ta hiša je tudi tista, ki zagotavlja lokacijo za izvedbo naših prireditev. In
je stičišče vseh generacij. Tukaj se dobivajo mladi, tukaj se dobivajo tudi pripadniki starejše generacije, tukaj se dobivamo Slovenci z ene in druge strani meje. Danes predstavlja to, da kaj bi bilo, če ne bi imeli doma, dejansko lahko vsi rečemo, da po mojem bi se lovili nekje tukaj po Monoštru in mogoče tudi naše delo ne bi moglo biti na toliko uspešno, kot ga izvajamo zdaj. Poleg podpore slovenski skupnosti na Madžarskem je med prednostnimi nalogami generalnega konzulata v Monoštru tudi poglabljanje čezmejnega sodelovanja. Ob tem si na slovenskem ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v prihodnje želijo predvsem uspešnega sodelovanja na področju gospodarstva. Zelo pomembno je, da konzulat tudi naprej pomaga pri razvoju manjšine na vseh področjih, ki so povezane tudi z madžarsko državo. Namreč v tem trenutku tudi Madžarska podpira dobro slovensko manjšino, uporabijo podobno kot Slovenija madžarsko v Sloveniji. Pomembno vlogo pri teh pogovorih v ozadju pa ima naš konzulat in je prav, da tako dobro dela tudi naprej. Všeč mi je, da je tudi konzulat pristaš teorije, da je potrebno naslednji korak narediti pa na področju gospodarstva. Tako da tudi mi kot gospodarsko ministrstvo imamo v našem konzulatu izjemno dobrega partnerja, ko skupaj z manjšinskimi organizacijami pripravljamo nove programe. Tu je bilo dosedaj sodelovanje zadnja leta izjemno dobro in tudi po prvih kontaktih za novo generalno konzulko vidim, da bo tako tudi naprej. Slavnostni govornik ob 25-letnici generalnega konzulata magister Dejan Židan je ob obisku Porabija opravil tudi nekaj političnih pogovorov na konzulatu, se srečal s predstavniki slovenske manjšine in obiskal tamkajšnje gospodarstvenike. Zelo pomemben pa je bil obisk nekaterih projektov, ki tečejo in jih Slovenija gospodarsko podpira. In moram reči, jaz navdušen. Gre tako za zelo velike tovarne, kjer v bistvu so pridobili naša sredstva, gre pa tudi za zelo majhne dejavnosti, kjer imamo tudi mlade v ozadju z novimi idejami, z novimi programi in kakor da se tudi v Porabiju slovenska podjetniška žilica ponovno prebuja. In to je tisto, kar smo potrebovali. Mladi ljudje je dobro, da govorijo slovenski jezik, ma želijo tudi zaposlitev. Pod streho Slovenskega kulturnega in informativnega centra sicer domujejo še hotel in restauracija Lipa, Zveza Slovencev na Madžarskem, uredništvo časopisa Porabje in Radio Monošter. Po 25 letih je tudi ta potreben prenove. Center ima narejen celotno projektno dokumentacijo za obnovo, za notranjo obnovo in seveda zdaj iščemo finančne vire oziroma odkot bi to lahko izvedli. Vseeno je treba vedeti, da četrt stoletja, 25 let je 25 let in marsikaj se je spremenilo, ti moraš tudi slediti trendom, kolikor hočeš ostati uspešen tudi na tržni dejavnosti, ti marsikaj moraš zagotoviti tudi za turista in seveda to je zdaj naš naslednji cilj, da to izvedemo, saj prvotno je pa bilo to, da preživimo, to, da pa preživimo, je pa za nas zagotovila energetska sanacija.